Beletrina v živo. Lepo pozdravljeni, torej v še eni epizodi Beletrine v živo. Z nami je Sanja Podržaj, literarna kritičarka in pa strokovna sodelavka pri reviji Bukla, na Instagramu znana kot Bralka Sanjaka. Zdravo. Danes bova govorila o tej knjigi, Popolni dnevi, pa morda čisto za začetek, preden se zares potopiva v pogovor, na kratko, o čem govori, kaj se zgodi, kaj je glavni zaplet te knjige. Ja, ta knjiga se v bistvu odvija na tej zelo romantični lokaciji, Amalfijski obali. Tudi pač iz naslovnice je razvidno, da je to neka taka poletna zgodba. Je zelo kratka, tako da se hitro prebere, tudi hitro nas potegne v to dogajanje. Gre se pa v bistvu za to, da skupina Američanov, prijateljev, turistov obtiči po nekem naključju, ko se pol izkaže, da mogoče ni čisto naključje, na tej obali in v tem hotelu, kjer so večinoma, pač oni so mladi, v tem hotelu so pa sami starejši gospe, gospodje, tako da mogoče čisto ne pašejo v to okolje, ampak ves čas pa opazujejo enega starejšega gospoda, ki pa je tam sam in se sprašujejo na začetku, kaj on počne, kaj dela tam, ali je mogoče morilec, ali je pač nekako jim je sumljiv. No, potem pa se on njim približa in v bistvu se razkrije, da ima on neke nadnaravne sposobnosti, tudi zdravljenja in tako veliko ve o njih. Tako da mogoče na začetku je malo kar strašljivo, ne vemo zdaj, kaj bo s tem tujcem, ampak potem se zelo poveže sploh z eno od njih, z Mirando. Ona je pa zelo taka cinična, malo zajedljiva, ampak na koncu je on v bistvu popelje pač po nekih poteh. Več pa že ne smeva izdati. Ja, ne vem, če bi več razkrila, ampak se pač zelo povežeta. No. Na začetku ste omenili, da je roman torej krajši, Ja. Pa vendar nas potegne v branje. Bi lahko rekla, da je to res roman, je morda bolj pravljica, kam sodi? Mene je spominjal na pravljico, ker je tako krajša oblika je, pa tudi nič kaj dosti se ne sprašujemo o tem, zakaj se zdaj te neke nenavadne stvari dogajajo. Tako kot liki, tudi mi pač kar sledimo temu dogajanju, hočemo vedeti malo več, kaj je za to skrivnostjo. Ampak vseeno pa pač to sprejmemo, nekako nas, kakor da bi se dogajali izven časa. Saj tudi oni rečejo, ko se nam je ta ladja pokvarila, smo izstopili iz časa ven. Zdaj nekako smo v nekem drugem, vzporednem času mogoče. Danes je vse več romanov, oziroma večina romanov je, ki so zelo obsežni, zahtevajo od nas neko poglobitev. In teh krajših form, vsaj v slovenskem prostoru, ni veliko. V tujini so, prevedemo jih bolj malo, ampak zato ni knjiga nič manj zanimiva. Ne, meni se zdi super, ker jo lahko preberemo v enem popoldnevu, večeru, mogoče zjutraj, ko pijemo kavo, nekje na obali, to bi bilo idealno. Pa tudi v zelo majhnem času ali pa majhnem obsegu je pač zgoščena neka srž tega, neko sporočilo, no, ki zelo močno odmeva čez cel roman. Ni nekih zastranitev, ampak zelo lahko začutimo, no, kaj nam v bistvu pisatelj hoče sporočiti. V resnici je zelo izčiščena zgodba. Ja. Torej imamo to mlado skupino Američanov, ki obtičijo na neki obali. Zdaj, če bi želela bralce prepričati v branje, se vam zdi, da ta atmosfera tega nekega poletja, ustavljenega časa se čuti skozi to kratko formo ali morda bi želeli več teh opisov? Definitivno se čuti, ker imamo zelo, ne samo opise obale, kako izgleda, ampak tudi se potopi v neke vonje, okuse, ne vem, teh limon, potem različnega sadja, govori recimo o grozdju, kako pač slana voda še v bistvu poudari to sladkobo grozdja,
take stvari, no, tako zelo nas potegnejo. To ni samo, da so oni tam v tem hotelu, ampak tudi se podajo izven tega na neko skrito plažo, tam je svetilnik, potem neka stara hiša, skrivnostna, tako zelo nam pričarano ta cel v bistvu prostor, okusi, zvoni, z vsem. Ampak glavni lik pa niso ti mladi. Protagonist je nekdo drug, nek čuden možak, ki pravzaprav zapelje celo zgodbo. Se nam zelo hitro predstavi v romanu, šele kasneje. Ja, jaz mislim, da Raul, ta starejši gospod, on je na začetku je zelo skrivnosten, kot sem že rekla na začetku, je tudi malo strašljiv, ker nekako ve vse o vseh ljudeh. To si predstavljam, da če se ti to zgodi, da nekdo pride in kar ugane tvoj rojstni dan ali pa neke podatke o tvoji družini, je človeka kar malo straha, ne. Ampak potem v bistvu se izkaže, on pove tudi neke svoje zgodbe, sploh ko se pogovarja z Mirando, ji pač tudi razkaže neke prostore svojega odraščanja, svoje mladosti. In tam pa se pokaže zelo človeški, ko govori o svojem odraščanju, kakšen je bil kot mlad fant, kako se je obnašal. Vidimo, da zdaj, ko je starejši, pač se predstavlja kot zelo moder, kot nek starec, ki veliko ve. Celo pač v odnosu do Mirande se mi zdi kot nek vodnik. Tako da je malo taka mistična figura, ampak hkrati s tem, kar nam pove o svoji preteklosti, je pa zelo tak človek iz mesa in krvi. Predvsem bi rekla, da človek pač z nekimi hrepenenji, no. Ključno vprašanje v knjigi, ko se Raul predstavi, je, kot ste omenili, majčkeno čuden gospod. Starejši gospod, ki zna napovedati morda malo prihodnost, zna pogledati v preteklost. Dobimo na začetku knjige občutek, da se bo knjiga razvila v pravljico, v kriminalko, mislim po prvih teh straneh, po prvem spoznanju Raula. Kako ste vi razumeli, kam nas bo zanesla pot zgodbe? Ja, mene je v bistvu, takoj, ko sem začela brati roman, me je nekako spomnil na knjige Paula Coelha, ki sem jih brala, tako da nekako sem dobila tak občutek, da se bo to razvilo v neko pravljično zgodbo, ki pa bo nekako nas tudi bralce vodila v neko razmišljanje, no, ali pa v neko premišljevanje o stvarih, ki nas presegajo v bistvu. Na začetku sva se pogovarjala, oziroma še preden smo začeli snemati tale podcast, sva se pogovarjala, kako bi pravzaprav opredelili to knjigo žanrsko, kam sodi, in sva se nekako strinjala, da je to pravzaprav pravljica. Zdaj, kaj menite, kaj je tisto, kar naredi ta roman v pravljico? Najprej to, kar sva že rekla, se pravi, da izstopijo iz časa, dogaja se v neki brezčasni, v nekem brezčasju, v nekem zatišju časovnem. Potem pa tudi to, da govorimo o nekih stvarih, ki v bistvu človeka presegajo, v smislu, da pridejo tukaj v stik z neko večnostjo, no, na nek način. Zdaj se bo to slišalo tako zelo mistično. No, ampak vseeno ima tudi roman neko nadnaravno moč, mislim, nekdo izmed njih. Ne? Ja, tako pač prikaže se oseba, to je ta Raul, ki ima nadnaravne sposobnosti. In tako kot v pravljici, tudi tukaj se ne sprašujemo preveč, zakaj, odkje, kako to deluje, ampak pač samo je. On je pa tudi kot nek pomočnik pravljični ali pa kot neka figura, nekega modreca, no, pravljičnega, tako je meni deloval. Kar pa tudi roman odmakne od neke znanstveno fantastike, magičnega realizma, verjetno. Ja, definitivno je čisto v nekem svojem, neki svoji struji, ampak se mi zdi, da zelo sledi temu, kar avtor sicer tudi ustvarja. No, če smo brali recimo Pokliči me po svojem imenu, vidimo, da je ta neka tema neke večne ljubezni oziroma
neke povezave med dvema človekoma, ki je v bistvu ni tako lahko razložljiva kot samo, da se zaljubiš, ampak je nekaj več. V bistvu on pravi, kakor da vidiš sebe v drugem človeku, kakor da je to, da najdeš neko res svojo polovico. No. No, prav to je bilo moje naslednje vprašanje. Avtor je zaslovel z romanom Pokliči me po svojem imenu, morda niti ne toliko z romanom kot s filmom. Predvsem je prepoznaven postal na podlagi filma in tudi tam se v bistvu čas ustavi, smo v nekem poletju, osrednja tema ostaja ljubezen in tudi v tej zgodbi je osrednja tema verjetno prav ljubezen. Ne? Torej, ta magija, te prijatelji, to nepoznavanje Raula, vse to je nekako obstranski tir, vsaj po mojem mnenju, ostaja osrednja ljubezen. Ja, ampak ne samo ljubezen na neki tej vsakdanji ravni, ampak se mi zdi, da je to, on piše res o ljubezni, ki presega čas, presega eno življenje. To je res pač neka usodna ljubezen. Neka ljubezen, ki se mogoče ne bo uresničila v tem življenju, mogoče ne v naslednjem življenju, ampak bosta potrebovala te dva človeka, oziroma te dve duši, kakorkoli, še kar nekaj življenj, preden bosta to dosegla. Se mi pa zdi, da tukaj je ključno, ko on zapiše, da pač potrebno je, da vzpostavimo stik. In tukaj se mi zdi, da govori o tem, pač on res govori o romantični ljubezni, ampak se mi zdi, da to napeljuje na nekaj, kar verjetno vsi, pač vsak od nas čuti, kar je pač neka osnovna človeška potreba in to je pač neka potreba potem, da smo razumljeni, da smo slišani, da smo videni, se pravi, da najdemo nekoga ali pa nekaj, kjer pač pripadamo. In to se mi zdi, da je v tej zgodbi tako zelo izpostavljeno. Pa je potem to še vedno ljubezen ali morda govori bolj o bližini? Tukaj definitivno romantična ljubezen, čeprav je zelo tako, kot sem rekla, že on pač pravi, da to, da vidimo sebe v nekom drugem, oziroma to, da nas nekdo vidi takega, kakor smo, ne takega, kakor si želimo, da bi bili, pa da bi nas drugi videli. In to nas včasih tudi razjezi in mogoče pač potem odrinemo tega človeka od sebe, ne? Ampak on pač poudari, da je potrebno pač vzpostaviti stik z drugim, ker on ima tukaj pač posebno moč, da vidi nekako preteklosti, prihodnosti, druga življenja, ampak mi pa te moči nimamo. In pač jaz kot bralka sem razmišljala, da verjetno nam hoče povedati, da je pomembno, da nekako damo priložnost drugemu, ker nikoli ne veš, kaj ti bo mogoče tudi naključen stik prinesel. Avtor ima eno prav posebno sposobnost pri svojem pisanju, tako kot pri romanu Pokliči me po svojem imenu, kot pri tem romanu in drugih njegovih romanih. In to je prav to ustavljanje časa, ki sva ga že omenila. Ampak zaradi tega ni zaradi tega ni branje prav nič manj počasnejše, ni bolj dolgočasno, še vedno teče. Ne? Torej, kako, lahko razberemo, kako mu uspe ta čas ustaviti, na podlagi česa? So to vpisi, je to samo kraj, kamor postavi svoje like? Meni se zdi, da po eni strani je kraj, ker v bistvu ljudje so tukaj na počitnicah, nimajo opravkov, ne sledimo jim v nekem rutiniranem, običajnem dnevu. Tako da je že zaradi tega mogoče občutek malo tega počasnejšega dogajanja. Po drugi strani pa tudi zato, ker govori o nekih nadčasovnih, izvenčasovnih stvarih. Če
Če smo malo bolj ostra, danes pravimo plaža romanom, tistim romanom, ki so žanrski, ponavadi so to kriminalke, trilerji, ljubezenski romani. Temu ne moremo zares reči plaža roman, ker vseeno je bolj poglobljen, pa vendar ohranja to kratko formo. In na nek način se mi zdi, da to dokazuje prav to, da ni potrebno, da je roman, ne vem kako obširen, da ima 3 trdo vezane knjige, da je lahko zelo kratek in doseže enako. Po svoje je to tudi neka mojsterskost. Ja, definitivno. Zdaj, to v vsakem nekem tečaju kreativnega pisanja ali pa kamorkoli bomo šli, je vedno vaja, da poveš nekaj s čim manj besedami. Tako da meni se zdi, da je pač mojstersko nekaj napisati na kratko. In da pač dosežeš kljub temu nek ta poglobljen učinek, sploh da uspeš prikazati like kot neke polnokrvne osebe. In če bi ta roman nekako primerjala z najbolj slavnim romanom tega avtorja, čeprav je v nekem intervjuju sam rekel, da tega romana ne mara in da misli, da mu je najbolj neuspel od vseh. Recimo pri romanu Pokliči me po svojem imenu, na nek način je konec rahlo žalosten ali pa morda odprt. Kaj pa tu? Nas pripelje do konca ali nam pusti misliti? Definitivno nam pusti misliti. Konec se v bistvu odpira v neko prihodnost, ki bo prišla veliko kasneje. Ampak ja, nam pusti, definitivno nam pusti misliti. Ni pa žalosten, ne? Ne bi rekla, da je žalosten. Se mi zdi, da je zelo še vsem knjiga tako polna nekega upanja, da tako kot že na začetku nam pove moto, da je ljubezen pač večna. Mogoče življenje je minljivo, ampak ljubezen pa živi naprej. Roman je, bi lahko rekla, na nek način primeren za vse. Za tako tiste, ki imajo radi romantiko, kot tiste, ki radi berejo realizem, delno tudi morda kriminalka in fantastika. Ja, jaz bi rekla, da je zelo primeren za različne bralce, tudi za tiste, ki so mogoče majčkeno bolj izbirčni, ker se res pozna, da avtor je pač študiran v književnosti, je zelo načitan in tudi njegove reference tukaj pač na različna umetniška dela, na različno literaturo so pač prisotne v tej knjigi, tako da ni tako povsem lahkotno branje. In še čisto za konec, midva ne bova puščala odprtega konca. Torej, kako bi na kratko priporočila roman bralcem? Ja, to je res roman, ki ga lahko berete na plaži. To bi bilo idealno, zjutraj ob kavi. Si vzamete mogoče en večer, tako kot si vzame Raul, tiste svoje večere s cigaro, mogoče ne cigaro, ampak. Ja, res je en tak prijeten roman, ki pa bo verjetno všeč tudi tistim, ki si bojo želeli malo več poglobitve pa razmišljanja. In metafor. Tako. Sanja Podržaj, najlepša hvala. Hvala. Vi pa še naprej poslušajte, glejte, sledite Beletrini v živo in pa seveda berite. Beletrina v živo.